da nocoj odpiramo to mednarodno razstavo, grafični kolaž. Res lepo, da ste se odzvali našemu vabilu in prišli med nas. To razstavo bi mogel danes predstaviti in odpreti umetnostni zgodovinar in likovni kritik, dr. Damir Globočnik, pa je žal zaradi, mislim, da bolezni odsoten, pa dovolite, da jaz preberem njegovo predstavitev. Mednarodna razstava Grafični kolaž je povezala ustvarjalna prizadevanja 16 avtorjev različnih likovnih generacij, ki pri negovanju likovnega in vsebinskega izraza uporabljajo raznovrstne grafične tehnike. Celo za domače razstavljalce bi težko zapisali, da jih druži podobno likovno razmišljanje ali da so pri svojem delu izbrali isti grafični postopek. Zbirnik grafičnih tehnik, po katerih posegajo razstavljalci od tradicionalnih postopkov, kot so lesorez, linorez, litografija, jedkanica, akvatinta, suha igla, sitotisk, monotipija, poligrafija in druge, pa do souporabe sodobnih programskih orodij pri računalniški grafiki in elektrografiki, zato tvori svojevrsten kolaž, ki svojo raznolikostjo prinaša pomembno sporočilo. Grafika je avtonomen in samo zadosten likovni medij v sklopu sodobne umetnosti. Njen kreativni domet je malo neomejen, zmožna pa tudi vsebinskih nagovorov in formalnih postopkov, kakršne nam posredujejo nekateri novodobni nosilci in tvorci podob. Grafični list, vtisnjen v različnih grafičnih tehnikah, je torej izhodišče za pripovedovanje osebnih likovnih zgodb, za likovno analizo, za preizkušanje izvedbenih spretnosti. Ta splošni stavek, ki smo ga v slovenskem prostoru lahko v različnih variantah prebrali mnogokrat, saj je Ljubljana po zaslugi mednarodnega grafičnega bienala desetletja veljala za eno od pomembnih svetovnih grafičnih središč, je potrebno dopolniti s podatkom o tem, da se zanimanje za grafične postopke ohranja tudi med mlajšimi likovniki, o čemer priča tudi sestava naše razstave. Grafika torej lahko še vedno nudi odgovore na vprašanja, ki si jih zastavlja umetnik sodobnega časa. Kot rečeno, so ustvarjalna izhodišča razstavljalcev različna, lahko pa zapišemo, da jih privlači neposreden stik z otipljivostjo grafičnih matric, strukturo papirjev, barvami, tudi pot, ki jo risalo ali čopič pustita na matrici, ima drugačen značaj kot risanje po papirju ali platnu. Svojevrsten čar ima prav tako napeto pričakovanje končnega rezultata. Kakšen bo odtis grafične plošče ali bo grafičen list ustrezal načrtovani zamisli? Vsebinska in formalna vprašanja so pogosto povezana v neločljivo celoto. Več avtorjev na naši razstavi se je na primer posvetilo oblikovanju površinske strukture odtisa, ki po oblikotvorni moči nadomešča barvo. Da ta principni novost potrjujejo grafični listi Jožeta Cijuhe, ki so bili vtisnjeni v grafičnem studiu Fiorenza Fadlanja v Benetkah v obogateni varianti sitotiska. Težnjo po prikazu svetlobnega gibanja zasledimo pri Tubu Šušniku in Miranu Krešu, ki pripadata različnim generacijam, povezuje pa jo inovativen pristop do grafičnega medija, ki ga zasledimo še pri marsikaterem razstavljalcu. Večina avtorjev namreč uporablja kombinirane tehnike. Za avtorje, ki so bili izbrani za razstavo Grafični kolaž, lahko zapišemo tudi, da jih povezuje težnja po senzibilnem urejanju likovnega prostora. Na prvi pogled enostavno opredelitev termina grafika, torej skriva pravcato mrežo različnih likovnih postopkov. Tako dr. Damir Globočnik. Zdaj pa mi samo dovolite še, da predstavim samo z imeni, seveda drugače govorijo dela o vsakem, naše razstavljalce. To so Jože Cijuha, Peter Cijuha, Admir Ganič, Barbara Demšar, Ivanka Dionovič, Miha Erič, Črtomir Frelih, Meta Kastelic, Miran Kreš, Elizabeta Maran, Vahida Hasanagič Nimambegu, Breda Štur, Tubu Šušnik, Helena Tahir, Debra Weisberg in Nikal Zupančič. Nekateri med njimi so pri nas že razstavljali tudi v okviru kakšne druge razstave, tako da vsi tisti, ki ste pa prvič tukaj, pa res še enkrat hvala za vaše zaupanje. Vsem skupaj želim lep večer
in s tem tudi razstavo uradno podpiram. Potem pa po dobri, lepi slovenski navadi povabljeni, da vsak posebej ali skupaj nazdravimo našim umetnikom v predverju. Hvala.